Večina nas ima svoj avto. Kakšna sreča, da nam ni treba hoditi peš in da ne porabimo veliko časa za to, da pridemo iz enega kraja v drugega. Da naš avto dobro deluje, mu damo ustrezno gorivo, ali elektriko, ali plin. Še na misel nam ne pride, da bi avto, ki vozi na dizelsko gorivo, napolnili s tekočim plinom. In če pomotoma nalijemo navadno gorivo v dizelski avto, takoj poskrbimo za ustrezen servis, potem pa smo zelo pazljivi. Vsako leto peljemo avto na servis in vsakih 20 do 30 tisoč kilometrov naredimo generalni servis, ker seveda nočemo, da nas avto pusti na cesti. Upoštevamo tudi tehnična navodila za uporabo avta. Vse zato, da nam avto dobro služi in pridemo, kamor hočemo. In vsi mi smo se rodili z odličnimi avtomobili. Naše telo je najbolj dragoceno vozilo. Toda, ali pazimo, kaj pojemo? Ali pazimo, kaj dihamo? Ali pazimo, kaj pijemo? Torej, ali pazimo, kakšno gorivo dajemo našemu najdragocenejšemu vozilu? Kolikokrat naredimo servis telesa? Kaj pa generalni servis? Menjava olja, tekočin, filtrov, zavor? Običajno se napake na našem najdragocenejšem prevoznem sredstvu začnejo kazati po 30. letu starosti. Nekaterim tudi prej, ali pa malce kasneje. Kolikokrat do danes ste pomislili, da je potreben servis telesa? Kolikokrat do danes ste pomislili, da je potrebno poznati, kako telo deluje, da mu daste tisto, kar rabi? Vse, kar potrebuje vaše najdragocenejše vozilo, je skrb zanj, enako kot za vašega jeklenega konjička. Da vam dolgo in dobro služi in vas pripelje tja, kamor želite, kamor vas vodijo vaše sanje, kjer so vaše vizije, in želim vam, da se vam uresničijo vse sanje in vizije in želje v vašem življenju. Želim vam, da vas vaše vozilo pripelje tja, kamor želite.